Danes smo imeli že 20. srečanje gospodarstvenikov Primorske, ki smo ga nadgradili tudi s podelitvijo priznanj najboljšim inovatorjem v naši regiji. V regiji, ki zadnje čase tudi poimenujemo Smaragdna dežela. V prvem delu smo imeli gospodarski forum, kjer smo spregovorili prav o kreativnosti in o inovativnosti in o gospodarskem potencialu, ki ga ima ta regija. Veseli smo, da je bil z nami tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, ki nas je tudi seznanil z bodočimi ukrepi oziroma reformami, ki se napovedujejo, upamo, da čim prej. Poudaril je povezanost vseh akterjev, ki smo v tej igri za reforme, ki so vse bolj prepotrebne. In seveda potem smo tudi spregovorili malo o potencialu naše vseslovenske industrije. V drugem delu smo podelili, kot sem že rekla v začetku, priznanja najboljšim inovatorjem. V letošnjem letu smo prejeli na razpis 10 inovacij. Od tega jih je bilo 5 ocenjenih s srebrnim priznanjem in 5 z zlatim priznanjem. 3 najboljše od teh zlatih gredo na nacionalni nivo. Inovacije niso samo te res prodorne, ampak so tudi dosti prisotne te interne inovacije, kar tudi mi spodbujamo, zato da bi bila podjetja bolj prisotna pri prenosu svojega znanja tudi navzven. Naša inovacija temelji predvsem na tem, da smo želeli prihraniti na materialu, se pravi na materialu samega proizvoda, in drugo je bilo, da smo hoteli narediti izdelek okolju prijazen. Končna lastnost tega izdelka pa je, da je izredno tih in tudi energetsko nepotraten. Ta končni proizvod je ventilator v najbolj prestižnih Mercedesovih avtomobilih in služi za klimatizacijo avtomobila. Inovativni izdelek, visokoučinkoviti alternator je nastal kot ideja, kot strategija skupine Male Elektrika za vstop na trg komercialnih vozil. V letu 2009 je Evropska skupnost sprejela direktivo o zniževanju NOx-ov in CO-ov za motorje z notranjim izgorevanjem, kjer je vključen tudi alternator, in zahteve so približno 10% zahteve po višanju izkoristka. To pomeni za naše kupce, bodoče kupce, nekje v plasiranje na trg v letih 2018 do 2020. V teh letih mora Elektrika Male biti pripravljena za industrializacijo alternatorja. Sicer alternator je koncept obstoječ, tradicionalen koncept alternatorja z izraženimi poli, vendar je bilo potrebno izboljšati izgube na usmerniški strani, na električni strani, rečem temu, mehanskih komponentah, to pomeni nove materijale za zmanjšanje elektromagnetnih izgub in uvedba diod z povečanim izkoristkom oziroma majhnimi izgubami. Okrepitev sodelovanja pričakujemo v naslednjem obdobju. Projekt je v fazi izdelave B vzorca, klasična klasifikacija po avtomobilski industriji. To pomeni, da v tem trenutku so izdelani prototipi, sledi homologacija in validacija in pri tem pričakujemo tudi povečanje sodelovanja z raziskovalnimi inštitucijami. Gre za kompleksen visokotehnološki izdelek, svečka s tipalom tlaka. Že sama beseda nam pove, da gre za žarilno svečko za dizel motor, se pravi, nam pomaga pri hladnem zagonu in pri modernejših motorjih tudi med samim delovanjem motorja.
Tipalo tlaka je pa namenjeno v bistvu kontroli procesa zgorevanja v valju motorja. To se pravi, da tale informacije iz tipala tlaka gre v motorni računalnik, ki potem krmili vbrizg in optimira parametre v smislu zmanjševanja emisij trdih delcev, NOx-ov in tudi manjše porabe goriva. Obenem pa omogoča tudi kompenzacijo staranja določenih komponent, omogoča tale informacija tudi nadzor kakovosti dizel goriva oziroma goriva. Tako da to je v bistvu izdelek, ki vsekakor v prihodnjem obdobju, v prihodnjih pogonskih sklopih na dizel pogonskih sklopih bo vsekakor zelo iskan. Vsekakor smo pa sodelovali še z zunanjimi partnerji, predvsem bi izpostavil tukaj Fakulteto za elektrotehniko iz Ljubljane, Fakulteto za strojništvo iz Ljubljane, tudi Inštitut Jožef Štefan na področju piecokeramike. Nam zelo pomaga. Potem je v preliminarni raziskavi smo tudi z Fakulteto za elektrotehniko iz Maribora. V tem trenutku je vložen tudi patentna prijava za usmernik, za aktivni usmernik, ki pričakujemo, da bo tudi v kratkem podeljena. Gre za izdelek, ki bo proizvajan v velikih količinah, se pravi tukaj vsako tveganje brez patentov sploh ne pride v upoštev. V prihodnje praktično si ne predstavljamo izdelkov v avtomobilski industriji, ki ne bi bili ščiteni s patenti. V našem podjetju je pa zelo pozitiven, ki pač mora biti, ker brez inovacij, brez tega nas jutri ne bo več. Predvsem je velika motivacija kolegov inženirjev v tehnologiji in razvoju. Z velikim veseljem kolegi počnejo, kar počnejo. Tudi nivo znanja je relativno visok. In organizacijska klima in struktura je tudi pri temu prirejena. In organizacija inovacijskih postopkov v družbi. Dober inovator pomeni tako, da se mora dosekrat odreči marsičemu, no, tudi kakšenkrat privatnemu življenju, ampak če rečemo, da na Hidri smo družina, ne, potem smo zmeraj v neki familiji. Timsko delo prispeva k izboljšavam. Za celotno zgodbo je vedno potrebna ekipa, se pravi če tako rečem, od razvojnega do proizvodnega delavca, tako da in komercijala. Predvsem ne sme biti v kalupu, torej razmišljanje izven ograd. Če gledam generalno, jaz ne vem, se bojim, da je ta vpliv gospodarskega padca, ki je bil v 2008, da se še ni pobral, ne? Tako da jaz upam, da zdaj, ker je ta pozitivni trend, bo to razmišljanje spremenil tudi generalno na slovenskem nivoju. No, danes je bilo se strani ministra za gospodarstvo kar nekaj obljub, ampak mislim, da so letos končno bolj oprejemljive in mislim, da so tudi naravnane k temu, da bomo bili inovatorji, bomo nekako stimulirali, da bo stalo malo več kruha to nam. V avtomobilski industriji je stanje zelo specifično. Zahteve so izjemno visoke. V veliki masovni proizvodnji so odpovedi enostavno nemogoče oziroma niso sprejemljive. In zaradi tega je potrebno razviti izdelek že v prvi fazi do največje možne stopnje v bistvu. Tukaj popravkov ni. Torej, okolje prisili snovalce, inženirje k intenzivnemu delu. Drugi del, zakaj pa na ostalih področjih, moje osebno mnenje je prvič, da je stanje nasplošno inženirjev pesimizem zaznavam med kolegi inženirji, konkretno strojniki, glede nagrajevanja, če rečem temu tako. In po drugi strani je to mogoče lažje narediti v manjših podjetjih, kjer je izdelek v naslednjem trenutku že lahko na trgu in je mogoče avtor ustrezno nagrajen tudi. Naša regija je zelo prisotna v avtomobilski industriji in to se tudi zelo občuti.
ker veliko inovacij prihaja predvsem iz avtomobilske industrije. Tukaj je že razmišljanje v tej smeri, se pravi, da moraš vedno nekaj novega doprinesti, če hočeš obstati na trgu. Meni je všeč, da nismo edini. To je prvo, da imamo konkurenco, da se potem med kolegi radi pohecamo, kdo je bil letos najvišje, kdo bo drugo leto više in kdo bo čez eno leto sploh še bil tle na teh odrih.